dr. Marka Pokorna, strokovnega direktorja pediatrične klinike, poprosila, kaj pozdravljanje ECMO pomeni za Slovenijo, slovensko stroko. Videla smo oba Markota, tako da... Okay. No, on zaključuje, vi pa počenjate. Lepo pozdravljeni. Hvala, da ste se odzvali v Bilu. V medicini je pogosto tako, da se najprej neka metoda zdravljenja uveljavi pri odraslih bolnikih, potem se pa začne z določenim zamikom to izvajati tudi pri otrocih. Vendar pogosto pa to ni res. Jaz kot infektolog vem, da so podporno zdravljenje s kortikosteroidi pri bolnikih z gnojnim meningitisom, ki zmanjša posledice, je bilo v raziskavah in potem v klinični praksi vsaj 15 let pred odraslimi bolniki uvedeno v zdravljenje otrok z gnojnim meningitisom. In ravno tako zunajtelesna membranska oksigenacija se je prej uveljavila pri novorojencih in kritično bolnih otrocih. Gre v bistvu za en kompleksen postopek, kjer nadomestimo nedelovanje bodisi srca, bodisi pljuč z mehansko podporo za čas, ko v bistvu si mora prizadeti organ opomoči, ali pa da premostimo čas do takrat, ko se ga lahko nadomesti s presajenim organom. Za tako kompleksno in napredno zdravljenje, ki je bilo pred 30 leti ob res maksimalnem angažmaju tako zdravnikov kot medicinskih sester in vsega ostalega osebja uvedeno v zdravljenje otrok v kliničnem centru, za tako uspešnost delovanja pa je potrebno res dobro sodelovanje celotne ekipe zdravnikov, torej pediatrov, intenzivistov, kirurgov, predvsem pa medicinskih sester, ki res ves čas bedijo nad tako hudo bolnim otrokom v času tako pomembnega zdravljenja. Tako da mislim, da je to odraz tudi tega dobrega delovanja celotne ekipe zdravstvenih delavcev, ki skrbijo za tako hudo bolne otroke. In seveda, to zdravljenje ima lahko tudi kakšne lahko hude zaplete, ampak ob strokovni usposobljenosti in res strokovnem delu in dobrem sodelovanju je pa lahko, in kot vidimo tudi danes na osnovi rezultatov, lahko izid tovrstnega zdravljenja zelo dober. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj vabim posebej docenta doktorico Petjo Štistelj, je predstojnica kliničnega oddelka za intenzivno terapijo otrok na pediatrični kliniki in nekaj bi tako nekak srce motor tovrstnega zdravljenja. Tako da lepo prosim na nekaj besed. Najlepša hvala za povabilo, za to, da ste se udeležili tega dogodka prelomnega, pionirskega in z veliko zahvalo našim predhodnikom in poklonom zdajšnji ekipi. Res z veseljem obeležujemo 30 let zdravljenja z ECMO. Morda, kako pomembno je tako zdravljenje za te najbolj kritično bolne otroke? Kadar ima otrok majhno možnost preživetja z podporo, ki jo nudimo do zdravljenja z ECMO, se pravi verjetnost preživetja manj kot 20%, se odločimo, če otrok izpolnjuje pogoje za to, da bi ga zdravili z ECMO. ECMO ima tudi veliko zapletov, tako da ves čas moramo biti pozorni na zaplete, jih preprečevati najboljš, v primeru, da se zgodijo, pa hitro reagirati. To omogoča res predana ekipa, 24 ur, 7 dni, 365 dni na leto, kar v našem centru že 30 let imamo. Najlepša hvala. Morda zdaj povabim še prav o vlogi nege, kot ste rekli, oziroma sodelovanju celotnega tima, Marino Lukič, glavno medicinsko sestro kliničnega oddelka za intenzivno terapijo otrok na pediatrični
vsem tem tudi nega? Ja, zdravstvena nega takega otroka je zelo pomembna, ne, zato ker v bistvu od vsega začetka, ne, ko otroka damo na ECMO aparat, je treba tudi biti zelo pozoren, ne, zraven morajo biti izkušene sestre, morajo imeti nekaj znanja, ne, tudi o sami osnovni bolezni otroka, prav tako mora poznati dobro sam aparat, ne, in predvsem zelo pomembno pa je, da zna ukrepati oziroma odreagirati, ko pride do kakšnih komplikacij, da se zna takrat, da se ne ustraši trenutne situacije in da zna poklicati na pomoč, če do tega pride. Ne. Seveda tukaj ne smemo pozabiti tudi na starše, ne, sestre so ob pacientu ves čas in zaradi tega v bistvu se morajo vzeti čas za same starše, da v bistvu se znajo z njimi pogovoriti, da se jim znajo prisluhniti, to je en tak težek moment, ne, in rabijo pač tudi oni malo pomoči. Najlepša hvala. Zdaj je pa čas, da povabimo za govornico še docenta doktorja Janeza Primožiča, doktorja medicine, svetnika, upokojenega zdravnika, sicer pa dolgoletnega predstojnika kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, ki je v Slovenijo prinesel to metodo. Tako da vas kar lepo prosim za nekaj besed o tem, kako smo bili relativno zelo zgodaj v primerjavi z ostalimi centri. Torej, naša glavna ideja, da tako rečem, ki smo jo sledili ves čas, je bilo to, da mora slovenski otrok imeti prav enake načine zdravljenja v enoti za intenzivno terapijo, kot so takrat v sodobnem svetu bili pred 30 leti. In ECMO je bila ena taka stopnica, ki smo jo mogli prestopati, ker brez uporabe dolgotrajne zunajtelesne oksigenacije bi prepričljivo umrlo najmanj 30 do 50 otrok. Lahko rečemo, da smo v tem času od tistih 115 otrok, ki jih je omenila tukaj docentka Fištar, dejansko rešili smrti eno veliko število otrok. In ti otroci seveda so pravzaprav stopili iz kirurške ustanove na pediatrično kliniko. In s tem se je razprla še ta širina kasnejše obravnave in pa spremljanja in nudenja dodatne medicinske pomoči, če je bilo potrebno tudi za te otroke. Sem zelo vesel, da sem lahko to iz Amerike prinesel v Slovenijo in da je to imelo resnično eno izredno pozitivno stvar za slovenske otroke. Namreč nekaj je treba povedati, da medicinska metoda je vedno takrat pomembna, kakršen je izhod. Ne? Če je izhod dober, potem je to odlično. Če pa ni dober, pa seveda je pa to zelo težko. Ne? In pri ECMO smo imeli to srečo, da je velika večina otrok, ki so bili danes že tukaj na tem kongresu pač omenjeni, uživa normalno razvojno pot. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z nami je tudi Slobodanka Parce, diplomirana medicinska sestra, pedagoškega medicinskega sestra kliničnega oddelka za intenzivno terapijo otrok pediatrične klinike in morda še vas prosim za nekaj besed, kako pomembno je verjetno tudi izobraževanje. Lep pozdrav vsem, hvala za povabila. Z mojega vidika od leta 1996 sem del enote intenzivne terapije in del tega tima. Veselje mi je, da sem imela možnost se edukativno od srednje medicinske sestre do magistra zdravstva in socialnega varstva na tem področju izobraževati. Tudi nastopila kot pedagoška medicinska sestra in velik poudarek je na edukaciji, ki jo lahko tudi dejansko na mlade ljudi, na zelo ambiciozne mlade ljudi, ki so se pripravljeni sprejeti s temi izzivi v enoti intenzivne terapije, ker je ogromno potrebnega znanja že na specifiki strokovnosti zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije. Treba dodelati in treba tudi nekako
večji poudarek pri samem priklopu otroka na ECMO. Zato bi rada poudarila, da je pomembno, da imamo v enoti intenzivne terapije medicinsko sestro, ki konstantno izvaja edukacijo, ne glede na to, ali je v enoti intenzivne terapije otrok na ECMO, z področja teoretičnega znanja, potem to tudi s pomočjo simulacijskih prakse, vaj izvajamo v kliničnem okolju, v simulacijskih centrih in potem tudi v enoti intenzivne terapije ob samem dogajanju, ob samem dejansko poteku. Rada bi samo pohvalila celoten tim, tudi pripravljenost, glede na to, da je velik izziv, veliko stresa, imamo krasne, dobro strokovno usposobljene medicinske sestre, ki so pripravljene ne samo delati, ampak tudi živeti v enoti intenzivne terapije otrok. Hvala za to priložnost. Najlepša hvala. Z nami pa je tudi Lara Zavirnik, sem prav prebrala. Prva bolnica, ki je leta 1994, oziroma prva dojenčica, ki je leta 1994 po zdravstvenih zapletih bila na ECMI in je danes živa, zdrava, mladostna. Morda kakšni so vaši spomini oziroma spomini vaših staršev, ko se o tem pogovarjate, glede na to, da ste dojenčica? Ja, jaz sem bila na ECMO priklopljena, ko sem bila stara en dan, tako da se seveda tega ne spomnim. So mi pa o tem neverjetnem dogodku seveda pripovedovali starši. Tudi kasneje, ko sem bila sama že sposobna razumeti te zadeve, sem o tem marsikaj prebrala. Bi pa se še enkrat rada zahvalila vsem, ki so mi v bistvu omogočili to, da danes živim. Najlepša hvala. In z nami je še en pogumen fanc, Marko Vosuljaš iz Celja, mislim, da, če sem se prav zapomnila. Rojen je bil leta 2015 in zdravljen z ECMO leta 2019 zaradi septičnega šoka ob meningokokni sepsiji. Pa nam še ti malo povej, koliko se spomniš oziroma kakšni so tvoji spomini na ta čas, ko si bil pri nas na pediatrični kliniki? Seveda, kaj lahko počneš? No, sej, meni je bilo v redu. Ni dobro, ja, sem imel res veliko operacije, pa to mi ni bilo glih fajn sem. Se pa dosti stvari spomnim na plastični kirurgiji, pa tudi, ko sem bil po intenzivnem kliničnem oddelku, se kar da spomnim, ko je bil pust, ko me je mami šla v DM kupiti neko barvo za lase, oranžno, in sem bil ful vesel. Pa, ja. Kaj pa še sicer počneš, ki si ga? Ja, no, rad sem dosti odzunaj, se družim s prijatelji. Si vesel fant, ki rad hodi v šolo? Ja. Ampak zdaj gotovo ima za tebe najbolj vprašanje medij, tako da bom kar prepustila, pa mogoče ostaneš, starši so sicer tudi z nami, lahko ostaneš pa zdaj medij vprašanja. Jaz bi sama vprašala, a sem zgrešila koliko na leto je otrok, ki pač potrebujejo to zdravljenje, pa recimo mogoče, ne vem, kakšno skupaj imenovalsko diagnozo, kaj naj smo starešila, Zelo dobro vprašanje. Ena skupina je ta, ki je bil Marko, potem pa so težave z dihali, predvsem pri novorojenčkih, tako kot je bila Lara. Druga velika skupina so otroci s prirojeno srčno napako, potem so pa še redke stvari. Mi smo v 30 letih zdravili 115 otrok z ECMO, 119 postopkov smo opravili, 4 otroci so bili dvakrat na ECMO, preživela jih je več kot polovica. Polovica otrok in pa več kot polovica novorojenčkov. Novorojenčki kot Lara imajo boljše preživetje, načeloma so rojeni z zdravimi organi in zmorejo več. Večji otroci in odrasli pa imajo slabše izide. Za center, da lahko to upravlja po ELSO merilih, je, da ima 6 takih postopkov na leto.
Pri nas je nekje se gliblje številka med 4 in 10 na leto. Tako da ravno izpolnjujemo ta kriterij. A lahko mogoče tako zelo po domače razložite, Ja. kaj vse ta naprava oziroma ta postopek Pomeni. vključi, a ne, kaj pomeni, zakaj je tako pomemben? Kadar pride do odpovedi srca ali pa odpovedi pljuč, telo ne more živeti. Recimo za odpoved višjih možganskih funkcij to ne velja, ne. To sta vitalna organa. Ledvično funkcijo lahko nadomestimo z dializnimi postopki, pljučno funkcijo pa in srčno, kadar res odpovesta, lahko nadomestimo samo ne samo, ampak pri otrocih največkrat z ECMO. Gre za to, da kri iz venske strani vzamemo iz telesa s kanilo, jo peljemo preko membrane, kjer dobi kisik, ker pljuča ne delajo svoje funkcije, in jo potem preko črpalke vračamo nazaj v telo. Lahko jo vrnemo na vensko stran, v primeru, da srce dobro dela, če pa srce v tistem trenutku ali pa se bojimo, da kasneje ne bo delal, pa vrnemo to kri na arterijsko stran in z pomočjo črpalke nadomestimo še delovanje srca. Koliko časa pa ponavadi potem v povprečju so ti otroci? Spet je razlika pri novorojenčkih, nekje v povprečju 4 dni po naših rezultatih, pri večjih otrocih pa dlje časa. Ja. Ja. Eno je, da imajo lahko že okvarjene druge organe, kar vpliva tudi na verjetnost preživetja, potem pa imajo tudi druge bolezni, ki imajo slabše izide. Tudi otroke z malignimi boleznimi zdravimo z ECMO, otroke z masivno pljučno embolijo, in izidi teh bolezni so slabši kot pa pri patologiji, ki jo imajo novorojenčki. Mogoče, a bi lahko mogoče povedali, kako se začne spomniti, oziroma kaj se je zgodilo? Upam, da bo šlo, ja. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem mamica tega pogumnega fanta. Skratka, Marko je bil star 3 leta in 3 mesece, ko se je pač zgodila ta huda bolezen, huda bakterijska okužba. Marko je v bistvu zbolel za bakterijskim meningitisom, ki je zelo hitro potem prešlo v sepso. Ja, Marko je bil priklopljen tudi na tem aparatu ECMO. Hvala Bogu, da ga ima ta pediatrična ustanova, pediatrična klinika, ker pri nas v Celju ga takrat namreč naša bolnišnica ni imela. Skratka, ja, cirka, mislim, da nekje 12 dni je bilo vsega skupaj, je bil priklopljen na tem aparatu, istočasno tudi z vsem možnimi ostalimi aparaturami, ki jih premore ta ustanova, tudi dializni aparat. Skratka, je prišlo takrat do hude pač odpovedi, bom rekla, skoraj pa vseh organov, imel je samo možgansko funkcijo. Jaz bi se res rada zahvalila ob tej priliki vsem osebju, skratka sestram, ker brez njih ne bi bilo ničesar, vsem zdravnikom, specialistom, ki so se res borili. Tako da hvala vsem skupaj. Se opravičujem, malce sem ganjena sedaj, ampak ja. In danes je pač zdrav. Danes je Marko pač popolnoma zdrav fant, nevrološko je vse BP, tako kot mora biti. Obiskuje 1. osnovno šolo v Celju, 4. razred, zelo bister, brihten fant, vztrajen, borec. Skratka, od vsega tega, kar je bilo, so težavice samo, bom rekla, z delno gibalno oviranostjo. Njegova leva nogica je takrat utrpela malce hujše posledice. Določene mišice so bile, po domače povedan, jih je ta bakterija
požrla. Ampak ja, tudi osteomielitis, kasneje vnetje kosti, golenice, tako da so tudi to potem reševali travmatologi. Hitro zacelilo. Pa se je zelo hitro, čudežno hitro tudi ta kost potem zacelila, ne. Tako da ja, bilo je, hudi zapleti so bili, no. Ampak ja, je bilo rečeno tudi takrat, da bo amputacija leve noge, ampak hvala Bogu s pomočjo zdravnikov, travmatologov, infektologov, plastične kirurgije, profesor Uroš Ahčan in pa doktor Lapoša, doktor Andrej Lapoša, brez njiju dveh tudi. Mogoče danes nogice niti ne bi bilo, tako da verjetno sem še koga izpustila, ampak profesor Kastelec, ja, je tudi travmatolog in pa doktor Gril, ki sta bila tudi takrat prisotna pri reševanju same kosti. S pomočjo VAK aparata je bilo tudi, to je bil tudi eden izmed aparatov, ki je bil takrat priklopljen. Ampak ja, danes smo tukaj, verjetno brez ECMO aparata nas danes ne bi bilo, a ne? Tako da res hvala. Hvala vsem skupaj, hvala tudi za povabilo. Tole je kar en tak velik izziv bi bil danes za vse nas, za celo družino, a ne, Marko? Za mene niti bi ne tako. Bi še ti rad koga pozdravil, zdaj lahko izkoristiš to priliko in še koga pozdraviš. Babico, dedja, to so moji starši, velik suport, brez katerih bi bilo res težko iti skozi vse to, a ne? Pa še koga verjetno, a ne? Ne vem, zdaj točno. Marko danes trenira borilne veščine, mami ne zna izgovoriti, kako se imenuje? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Me vedno krega, ker baje nepravilno izgovorim ta izraz, ampak ja, Marko trenira v enem celjskem klubu, 2-krat, 3-krat tedensko, tudi borilne veščine, tako da pa rad plava tudi, a ne? Ja, vodi. Ja. Poln življenja, njegova volja do življenja je neverjetna. Verjetno tudi zaradi te preizkušnje, ki jo je dal skozi. Res, da je bil 3 leta in 3 mesece takrat star, ampak se kar dosti dogodkov tudi spomne. Iz same intenzive nemogoče, ker je bil 15 dni v umetni komi, pozneje pa ta pointenzivni kirurški oddelek, kjer smo bili tudi, se spomniš, a ne? Tisto še. Skoraj. Ja, vzgojiteljice Maje, brez katere tudi, a ne? Bilo težko. Bi bilo dosti težje, ja. Skratka, vso osebje, no, ki je bilo tukaj, se je res borilo. Reanimacijo smo spustili, pri Marku se je zgodil tudi takrat, takoj naslednji dan po prvih znakih pač te hude bakterijske okužbe. Je prišlo do srčnega zastoja, to je bilo v tej stavbi, konkretno zgoraj v oddelku intenzivne enote. Reanimacija, bil je deležen reanimacije, ki je trajala približno 2 uri in pol. Ja. 2 sestri izmenično, ki sta izvajali masažo srca. Skratka, ja, tudi srčni zastoj je bil pri Marku, ja. In je preživel. Preživel je in reanimacijo, a ne? In vse skupaj. Velik borec, no. Ampak, se pravim, brez tega osebja nam ne bi uspelo. In brez ECMO aparata. Danes je 30 let, a ne? Tako da smo lahko res veseli, da ga imamo, no. Ker pač marsikatera bolnišnica ga nima. Hvala. Anja. Prosim. Še je kakšno vprašanje? Ja. Najlepša hvala. Se vam zelo zahvaljujem, da ste bili pripravljeni. Z veseljem. Hvala vam. Srečno. Doktor Pokorni, sem imela tako tremo, res. Super.
Naš malo čuješ. Res je. Doktor Pogor,